Dober dan. Pozdravljena Alojzija, medve se tikava. Rada bi pa povedala, da se danes, moje ime je Darja Pavlič, pogovarjam z redno profesorico Alojzijo Zupan Sosič, in sicer o novi antologiji, ki jo je pripravila z zelo zanimivim naslovom in tudi zelo zanimivim podnaslovom. Pa se bova najprej ustavili, Alojzija, prav pri tem naslovu. Se pravi, naslov je Antologija najkrajše slovenske pripovedi, podnaslov pa Na balkonu visoke hiše. Pa dodajva še naslov spremne besede. Hiša čaka na obiskovalca. Tako. A lahko mogoče za začetek kaj poveš o teh dveh naslovih? Ja, pri naslovu je vedno tako, da jaz to do konca nekako razmišljam o naslovu, ne? In se mi zdi, da naslov mora biti povezan s celotno knjigo, saj to ponovadi vsi naredijo tako. Ampak ko sem brala te kratke pripovedi, potem ko so bile že zbrane, pa jih seveda že ne vem, na kateri stopnji izločala, da sem potem dobila to število, ki je zdaj v knjigi, sem razmišljala, kateri dve besedi sta se velikokrat ponovili in če bi bilo to recimo zdaj tudi ne samo, da je pomensko, ampak da je tudi estetsko. Recimo, in še hkrati, kot vemo, naslov mora biti pravzaprav zgodba o zgodbi. Naslov mora biti povzetek celotne knjige, če lahko tako rečem. Ne? Ker so pa pripovedi tako raznorodne, sem se pa odločila, da bi si izbrala besedo, ki se je največkrat ponovila. Velikokrat se je ponovila beseda hiša. In hiša se mi zdi res tako ena taka posebna beseda, ker v različnih sistemih in v različnih okoljih pomeni središče sveta, tempelj in hiša pomenita središče sveta, hkrati pa pomeni hiša tudi univerzum. Se pravi, ko uporabimo beseda hiša, seveda v literaturi ali pa recimo v simbolnem jeziku, to pomeni, da smo uporabili nekaj, kar je zelo pomembno. Hkrati pa seveda tukaj sem dala tudi proste možnosti interpretacije, ker vemo, da hiša pa recimo v feminističnem kontekstu, pa na splošno v kontekstu branja stereotipov pomeni, da je hiša vezana na žensko ponavadi. Ne? Ženska bi naj bila tista, ki naj bi bila v hiši zaprta, ki naj bi delovala znotraj hiše, moški tisti, ki gre lahko izven hiše, in ker se mi zdi, da se kratki pripovedi ukvarja z različnimi področji, se mi je zdelo, da naj bi tudi sam naslov govoril o nestereotipnosti. Zdaj pa seveda še balkon. Ko sem razmišljala, če je recimo hiša univerzuma, ne, potem bi naj bila hiša tudi recimo pripoved, se pravi, ne bi bila simbol za pripoved, ker se mi zdi, da je pripoved nekaj, kar je splošno univerzalnega, potem tudi pišemo v spremni besedi o pomenu pripovedi, ker je, torej ne samo, da smo vsi pripovedovalci, vsi poslušalci, bralci, pisci in tako naprej, ampak nas vse pripoved v bistvu bistveno zaznamuje. In zdaj, kaj bi recimo, kako bi pokazala že z naslovom, da sem si jaz izbrala pa nekaj, kar je najmanjšega v tej ogromni pravzaprav enoti, ki sem jo poimenovala pripoved, oziroma ki je poimenovana pripoved, to je pa balkon. In se mi je zdelo to tako dobro, zaradi tega, ker mi vsi vemo, da balkon pravzaprav še spada k hiši, ampak je že del, ki ti omogoča, da ne samo, da si zaprt, torej mi bomo zdaj, ko bomo brali, bomo zaprti v določene sisteme, bomo zaprti v določene zgodbe, bomo zaprti v določene mogoče modele, ampak hkrati bomo tudi imeli možnost, ker kratka pripoved s to svojo kratkostjo nikoli nima takšnih koncev klasičnih, ima recimo drugačne konce, se pa obrača k bralcu z eno odprtostjo, z eno inovativnostjo, in to bi naj bil balkon. Se mi zdi, balkon je tudi tako pomemben, ker na balkonu vendarle sedimo, se malo odpočijemo, hkrati pa tudi čakamo obiskovalce. Zato sem si tudi naslov svoje spremne besede izbrala Hiša čaka na obiskovalce, torej na vse vas, ki boste knjigo prebrali, oziroma jo boste mogoče še večkrat brali. Zdaj pa seveda moram povedati tudi, od kje sem vzela ta dva naslova. Ne? Seveda sem vzela naslova iz svojih, torej teh, ki sem jih izbrala pripovedi. Na balkon visoke hiše je prvi stavek kratke pripovedi Lojzeta Kovačiča Pet bahačev. To je otroška pripoved in jaz, kot bova potem tudi sigurno še kakšno besedo rekla, sem pri tej antologiji tudi gledala na to, da je več ciljna, se pravi,
da je v njej združena in tako imenovana odrasla književnost in mladinska oziroma otroška književnost. Drugi naslov spremne besede, Hiša čaka obiskovalca, je pa naslov kratke zgodbe Miha Remca, to je znanstveno fantastična, je pa tudi prva poved 7. odstavka. Se pravi, da vse je v knjigi, tu boste tudi, ko boste brali, našli, kje to točno stoji, ampak se mi zdi, da je en tak, ko sem jaz ta naslov našla, sem bila čist mirna, sem rekla, evo, zdaj pa je knjiga končana. Ja, lepo se povezuje vse skupaj v še eno zgodbo, ne? Sicer pa je v knjigi, če sem si prav zapomnila, 119 kratkih pripovedi, najkrajših pripovedi, kot jih imenuješ. In zdaj, kot si omenila, zbirala si tako tiste, ki tradicionalno gledano veljajo za otroške, kot tiste, ki ne bi naslavljale predvsem odraslo občinstvo, odrasle bralce. Ne gre za običajno odločitev, zato mogoče lahko kaj poveš o tej odločitvi. Jaz mislim, da je samo ena knjiga bila takšna, to je ta antologija, ki smo jo naredili, antologija sodobne slovenske književnosti, ko smo imeli svetovni projekt festival oziroma sodobna slovenska književnost. Zakaj sem se za to odločila? Ker se mi zdi škoda, predvsem pri teh kratkih pripovedih, ki so res tako kvalitetne, da bi jih brali recimo ali samo otroci, potem bi morala narediti recimo antologijo najkrajše pripovedi za otroke, ne? In potem antologijo najkrajše pripovedi za odrasle, ker, naprimer, bom kar konkretna, ne? Danes bom prebrala zgodbo oziroma pripoved Edvarda Kozbeka, z naslovom Obiski. In mi vsi Edvarda Kozbeka poznamo kot avtorja dokaj poglobljenih pripovedi, kot avtorja, ki je bil tudi politično angažiran, ampak jaz sem bila sama presenečena, da je znal napisati tudi nekaj takšnega in to me je fasciniralo in tudi kvalitetno. Je pa ta njegova zgodba uvrščena med fragmente v zbrano delo. Se pravi, jaz lahko to zgodbo preberem zase, ker govori o odraščanju, on se postavi v vlogo, torej pove, kaj je on kot oče doživel, ko je z Matjažem in Juretom, to so tudi imena, resnični imeni njegovih sinov, ko se je igral. Hkrati, torej ta, bi lahko rekla, komponenta osebnega in hkrati tudi univerzalna. Se pravi, kaj mi lahko, ko smo odrasli, še črpamo iz otroštva, kako se lahko povežemo, naprimer jaz kot oče, kako se lahko povežem s svojim sinom. In jaz tega v nobeni njegovi književnosti nisem zasledila. Vse, kar sem prebrala in sem vse njegovo prebrala, tega nisem recimo zasledila. In se mi zdi, da če to berem jaz kot mati, ne, naprimer, potem lahko to zgodbo preberem tudi svojemu sinu, ne. Ker je, ni tako, recimo, ne vem, tudi ko so bila sinova še manjša, bi lahko to prebrala, recimo. Ali recimo imamo pravljice, ne, ker vsi nekako, to je ta stereotipno prepričanje, da so pravljice za otroke, ne. Čeprav so bile do 19. stoletja vedno namenjene vsej populaciji. 19. stoletja naprej se je ta perspektiva obrnila. In tukaj imamo recimo, Saša Vuga napiše, torej kratko pripoved, kjer ima pravljico v naslovu, ampak to ni ta pravljica, ki bi jo recimo namenili samo otroku. Lahko jo preberemo otroku, ampak to je pravljica za nas. Ravno tako se mi zdi Svetlana Makarovič, ker ima odlične pravljice oziroma kratke pripovedi, je že nasplošno zanjo značilno, da tiste lahko beremo vsi, a ne, se pravi, niso bile tudi prvotno že ne te pripovedi napisane samo za otroke. In bi izgubili s tem, če bi jaz recimo se odločila, ja, zdaj bom pa samo za odrasle, recimo, ali pa samo za otroke, ker hkrati bi tudi en diapazon nekih avtorjev, naprimer ravno pri Kozbeku, zelo malo ljudi ve, da je napisal takšne zgodbe tudi in smo zdaj dobili še eno dimenzijo recimo tega avtorja zraven. Rekla si, da boš nekaj prebrala, mogoče je zdaj ta čas? Ja, pa če sem že Kozbeka omenila, pa bom kar prebrala iz njegove kratke pripovedi, kar ne leti, z naslovom Obiski, kako učijo najmanjšega hoditi, torej Edvard Kozbek. Ne bom cele prebrala, ker je vseeno malo daljša, se bomo potem še v dolžini, ne.
Že v poslednjem jutranjem spanju so me začeli loviti otroški glasovi. V sobi je bilo prijetno mračno, okna so bila zastrta, vendar sem bil že ves v sončni luči. Čisti, igrivi kriki so me razmetali in razgugali, da sem se prebudil docela, določen za prožno lokavost. Bil sem srečen kakor na morskem bregu ali v planinah, ko človeku zavlada enotno vzdušje monumentalnega prostora. Skočil sem po koncu, uvedel sem se, da sem doma, da sem prišel na počitnice in da danes lahko počnem, kar hočem. Odprl sem vrata in zaklical hripavo. Fantje, boj se začenja. Komaj sem si navlekel hlače, je že nekaj butnilo vrata, da so se odprla. Tisti hip sta se zakadila vame sinova. Tisti, ki mi je zanj žal, da sem ga krstil za Matjaža, ker misli zdaj, da mora vse polomiti, je skočil name. Drugi Juri pa se je prijel mojih nog, da sem se opotekel in padel. Na vratih se je pokazala teta in zavrisnila v začudenja, a takšna je ta nova vzgoja. Ko pa sem se na tleh polastil obeh paglavcev in jo potlačil pod sebe, da sta začela sopsti, sem se tako veselo ozrl teto, da se je na mestu sprostil tudi tisti nekdanji rezget, ki se ga tako rad spominjam. Ko smo kobacali na tleh, kajti od časa do časa sem nalašč malo popustil, da sta fanta začutila nove mogočnosti uspešnega boja zoper mene, ko smo pravi kobacali na tleh, je stopila naglo nazaj v kuhinjo in zaklicala. Ljudje božji, to se splača pogledati. Dajte hitro, to je za pratiko, tega ne vidite vsak dan. Ta klic je veljal domačim, njenim hčeram in moji ženi, toda preden so se pokazale, so po veži zacepetale bose noge in zagozdile vrata v sobo. Bili so otroci z ulice, ki so morali čakati na stopnišču na moja sinova. Precej sem vedel, da sta že navezala stike z njimi in da stvar ne bo lahka. In res, komaj jih je Matjaž zagledal, je zapil zapovedovalno. Rešite naju. Tedaj se je začelo. Ni se začela le težka bitka, kajti otroci so na sinovo povele takoj planili name in brez nežnega obotavljanja rešili oba paglavca mojih rok, temveč se je začelo moje posebno življenje. Ko sem stal stal in sta bila fanta rešena, so otroci odstopili, kakor da so opravili potrebno delo in se začeli ozirati po sobi. Komaj sem jih pripravil do tega, da so se zavestno obrnili proti meni, ko sem jih začel prijazno spraševati. Pravzaprav sem to storil na všegav način. Teta, zdaj pa prosim zaprite vrata, da se bom malce natančneje spoznal z razbojniki, ki so odrli k nam. Ali ste jih videli, kako so to storili? Če jih takole gledam, se mi zdi, da jih bo treba izročiti možem, ki pazijo na red. Tu mora biti neka tajna organizacija, ki se je zdaj odkrila. Kakšno srečo imam, da sem prišel na njeno sled. Mežigal sem z očmi, da sem jih še bolj zmedel. Matjažu je postalo nerodno. Pogledal me je in se z jezno sramežljivostjo okrenil. Očka, kaj ga pa spet lomiš? To je bila vendar igra. Otroci so še vedno stali brez vseh kreten, le obračali so se na petah in kdaj se je kdo prelomil v pasu. Moje in Matjaževe besede jim niso prišle docela blizu, pa čola nejasnosti je ostal med njimi in njihova zavestjo. Vedel sem to in z eno samo kretnjo pretrgal meglo. Dobro, potem pa obračunajmo sami. V tetinem vrtu se bomo čez pol ure spoprijeli. Če vas ni sram, me lahko vsi hkrati napadete. Bila me je sama šala in kadar se začnem šaliti, rad pretiravam. Toda tokrat se je to splačalo. Zaslišal sem namreč glas. Jaz bom na vaši strani. Pogledal sem v tisto stran in tik ob vratih videl deklico, kako je naročjo držala dojenčka in me gledala. Čeprav je bila stara 10, kvečjemu 11 let, je bila nekaj posebnega, čokata, pametnega obraza in samo svojega obnašanja. Otročiček v naročju je imel dudo in me je prav tako gledal. Jaz tudi, je ponovil za njo deček navihanih oči. Jaz pa bom z Matjažem, je dejal nekdo. Jaz tudi. Večina jih je bila z Matjažem. Dobro, čez pol ure sem dejal še enkrat. Tedaj me je za hip obšlo nekaj, majhni tesnobi podobnega. Otroci so se vsipali iz sobe, teta pa se je še vedno smejala in govorila, ne vem, ali se spominjaš, kakšno sta počenjala z Jožetom, ko sta kot otroka prvič prišla na obisk. Ste sta hotela videti, najhujše je bilo na podstrešju, kjer sta odkrila staro skrinjo z rpotijo, našemila sta se in nastrašila. Govorila je in obujala spomine, njene besede pa so se mešale v copot bosih nog, ki so kromele po stopnicah navzdol. No, zdaj pa si skuhal šmentano vročo juho, mi je rekla žena, ko sem se nekaj obotavljal. Tedaj me je pod oknom že poklical Matjaž in me vabil na bojišče. Oče, če je mogoče, kakor ima navado, ko čuti premoč nad menoj. Kaj je na koncu bilo iz tega obračuna, boste sami prebrali, ko boste do konca prebrali to kratko pripoved, ampak se mi zdi zelo zanimiva
ker se res ta otroška perspektiva z očetovo na en poseben način steka in ta šaljivost oziroma ta humornost, ki je drugače iz Hozbekovih pripovedi, vedno ne moremo prepoznati. Se mi zdi, da je tule res zelo kvalitetno izpeljano. Zdaj ne moramo tudi soditi, preden preberemo, Seveda, kako ne. dolga Jaz sem sam reklamo naredila. Kako dolga je ta pripoved, ampak deva se ustaviti prav pri tem kriteriju, ki si ga pravzaprav nakazala že prej, ko si govorila o kratkosti izbranih pripovedi. V spremni besedi praviš, da so bile to pripovedi od pol strani do 3 strani. In zanimiv je tudi ta kriterij, zakaj ravno ta obseg? Ja, tu bom pa zdaj čisto odkrito srčna. To antologijo sem pa v bistvu uredila res iz pragmatičnih razlogov. Sama kot predavateljica in pa tudi kot povabljena na kakšne literarne delavnice sem vedno iskala pravzaprav krajša besedila. Zato, ker če ti seveda vzameš odlomek iz romana, ampak včasih imaš toliko malo časa, da potem preden ti uvedeš cel odlomek v roman, pa v celo poetiko, pa nekateri nimajo toliko pozornosti in že malo se to pada, ne, sem si zamislila, kako bi bilo dobro, da bi imeli zelo kratke, ampak kvalitetne, ne, se pravi, ne zdaj kar neki, ampak da so to kvalitetne pripovedi, ker jih lahko ali recimo v osnovni šoli daš nekomu tako za motivacijo, ali prebereš, naprimer, ne vem, imaš še 5 minut časa, ne veš, kaj bi naredil, a ne, vse si že obdelal, in potem jim prebereš recimo eno zgodbo in mislim, da so otroci zelo veseli, to je tako eno darilo, če je to izven tistega načrta. Druga stvar, tudi recimo na višji stopnji, se pravi tudi pri nas, a ne, na fakulteti rabimo zelo kratka besedila, ker lahko potem se več pogovarjamo, ne, ker da bi prebrali recimo celo pripovedko, ki ima 10 strani, tega boš kar težko naredil, a ne. Zaradi tega so vedno potem nekateri oškodovani, ali niso dovolj prebrali, ali niso doma prebrali, karkoli. Tole pa vsi skupaj lahko preberemo in se potem o tem pogovarjamo. Jaz, ko sem se pač odločila, ne, za to, da bi najkrajše zbrala, sem si pa potem tako rekla, sam kaj bo z tega ven, ne. To je moja želja. Bom zbirala, pregledala sem 1000 knjig, torej vse to, kar sem predvidevala, da bo recimo zbirke kratke pripovedi, a ne, in sem potem to gledala, že tam po straneh gledaš. In na koncu, pa že vmes, sem bila pa neverjetno presenečena, koliko je bilo kvalitetnih kratkih pripovedi. Ker poleg kratkosti, a ne, kot smo rekli, od pol strani do 3 strani, sem seveda kot drugi kriterij upoštevala kvaliteto. Ker to, da pa ti zbereš samo zato, ker je nekaj kratko, pa se mi zdi, to pa res nima nobenega pomena. Zakaj pa 3 strani? 3 strani je maksimum. Zato, ker se mi zdi, da po različnih knjigah, a ne, naprimer ta ima čisto drugačen tisk, a ne, ki bom tudi potem prebrala ven, kot zbrano delo, ne. In če bi zdaj, ne moreš pa prav vseh šteti, dokler ni vse natipkano, ne moreš šteti besed, zato sem si tako, jih je zelo malo takih, ker je 3 strani, to je res tisti skrajni maksimum, ne. Če je le možno, sem vzela krajše. Samo mislim, da je par takih, kjer je res 3 strani, ne. Torej, drugi kriterij kvaliteta, tretji pa pestrost. Bova še prišli k tem kriterijem, ampak jaz bi se za hip še ustavila pri izrazu najkrajša pripoved. Uporabljaš ga v smislu zbirnega pojma za različne literarne oblike zvrsti, ampak vseeno razmerje do pojmov, ki so mogoče malo bolj v ušesih, pa večkrat pri nas uporabljeni kratka zgodba, kratka zgodba, majhna zgodba, recimo tem si pač odmerila nekaj prostora tudi v spremni besedi, mogoče lahko kaj poveš o razmerju do teh pojmov. Zelo pomembno je, da poimenuješ to, kar zbiraš, ne. In glede na to, da sem jaz začela s pridigo z leta 1558, absolutno si ne bi mogla privoščiti, da bi dala naslov zbirka najkrajših kratkih zgodb. Zato, ker kratka zgodba je literarna vrsta, ki se pojavi v 20. stoletju. In sicer še malo kasneje, kot pa začetek 20. stoletja. Prej smo imeli pa črtice, se pravi, bi jaz, če bi bila kratka zgodba, bi s tem Cankarjeve najboljše črtice, recimo, morala preskočiti.
potem bi se izognila vsem pravljicam. Torej, jaz sem hotela neko zbirno besedo, se pravi hipernim, ki bo lahko operiral z različnimi literarnimi vrstami. Tako so recimo pripovedke, črtice, pravljice, kot sem že rekla, začela sem s pridigo, kratke zgodbe, kratka zgodba, kot si že ti rekla, in mogoče še kaj zdajle bi bila ena že skoraj kot legenda, recimo tudi oformirana. Drugače se mi je zdelo, da če bi recimo šla na en specifičen pojem, kot je kratka zgodba, bi potem morala pač zbirati iz 20. stoletja. Saj tudi to bi lahko seveda izbereš pač pripovedi iz 20. stoletja. Jaz sem pa hotela, da bi se ta pestrost začutila. Kako smo mi 16. stoletja do danes, kakšno bogastvo imamo mi teh biserov, ki se jim reče najkrajša pripoved. Jaz sem bila fascinirana in sem še vedno na tem. Vseeno, če še vztrajam pri tem spodnji meji obsega, pripovedi, ki so krajše od pol strani, kaj je z njimi? Pripovedi, ki so krajše od pol strani, pa niso prišle ampak se pravim, spet recimo ta knjiga ima čist druge črke, čist drug tip. Tiste, ki so bile, ko sem recimo gledala, sploh ni bilo nobene pripovedi, ki bi bila manjša kot pol strani. Mogoče bi bila to recimo pesem v prozi, kakšna, ampak glede na to, da sem Srečka Kosovela lahko vključila njegovo recimo kratko pripoved, mi ni bilo treba recimo njegove pesmi v prozi vključiti, sem pač to naredila. Če bi bila pa huda sila, ampak ni bila, jaz sem bila presenečena, čist dobro se je vse našlo, bi mogoče tudi jaz potem še razširila te kriterije, ampak se mi zdi, da ni bilo treba, zato ker sem imela dosti gradiva. Še preveč. Sigurno zelo potanko razložiš tudi svoje vsebinske kriterije v spremni besedi. O vseh najbrž ne bova imeli niti časa spregovoriti, ampak mogoče lahko sama izpostaviš kakšnega, pa sem pa še jaz kakšnega zaželela, da ga pokomentiraš. Dobro. Zdaj, jaz sem si predstavljala bralca. Bralec bi mislim, da je to tudi namen antologije. Bralec ne bi dobil neko osnovno informacijo o nečem, ali o obdobju, ali o avtorju, ali o recimo vrsti. In potem, ko ti to prebereš, to je res kratko, tukaj ne bo mogel nihče reči, jaz pa nimam časa za prebrati. Vsaj eno kratko pripoved bo lahko prebral, ker to je tako kratko, samo vzameš in prebereš. In potem dobiš pa idejo, pa si rečeš, čakaj, a sem Ivanko Hergold jaz kaj bral? Prebral sem roman Oš in jabolko, zdaj pa vidim, da ima kratke pripovedi pa čist drugačne. Se pravi, jaz si bom pa sposodil celo njeno zbirko, ker sta me te dve kratki pripovedi v antologiji tako navdušili, recimo. Ali pa recimo, mi pa imamo tudi v 19. stoletju kar nekaj kratkih pripovedi, in so pravljice recimo malo drugačne kot ljudske pravljice, ki si jih mi nekako predstavljamo in ljudske ponavadi poznamo, umetne poznamo malo manj. Tako da mislim, da bo res za več različnih bralcev možnost, da bojo lahko izbirali in možnost, da potem nadalje berejo. To se meni zdi bistvo knjige. Se mi zdi, da knjiga ne sme zaključiti nečesa. Se pravi, jaz sem ti zdaj vse povedala. Knjiga ti mora radovedno zbuditi, ti mora dati eno idejo, da si ti spišeš, to je vzadej bo tudi ogromno, torej vzadej celoten seznam, tako da boste lahko videli, z katerih knjig so te kratke pripovedi. In če si rečeš, niti nimam časa cele antologije brati, bom pa vse en zadnji pogledal, pa že dobiš recimo kakšno idejo za branje. Kaj pa vem, recimo spolna uravnoteženost. Kriterije smo rekli, dobro. Zdaj kaj? Se pravi, želela sem si od začetka do konca, to se pravi 1558 proti zidavi Cerkva, začela sem s Trubarjem, kajti čeprav lahko nekdo reče, to je pridiga, ampak njegove pridige so bile zelo pripovedno zgrajene. Zelo je vedel, kako moraš zgraditi pridigo, da boš prepričal poslušalce, kako boš recimo stopneval, kak suspens in tako narediš. In zadnja knjiga, jaz sem namreč končala to svojo antologijo leta 2017. Takrat je ravno išla knjiga
Arjana Pregla o ženski, ki ni hotela z balkona. In spet je balkon, recimo, ne? Pa že naslov se mi je zelo tako zanimiv in on je imel tudi kar veliko kratkih pripovedi, tako da sem si potem tudi eno izbrala. To se pravi 400 pa še nekaj let, zdaj ne znam natančno zračunati, torej okrog 500 let sem pregledala, tako da bralec dobi pravzaprav celotno slovensko književnost, če lahko tako rečem, na primeru kratke pripovedi. Se pravi, časovna pestrost, potem pokrajinska pestrost. Tu vedno, tudi katerokoli antologijo delam, vedno pazim, da ne bi recimo samo neke regije, ki so bolj znane ali pa bolj agresivne, naprimer Ljubljanska regija, da bi samo tu zbirala, vedno pazim, da zbiram tudi književnost izven meja, se pravi Koroško, Tržaško in tako naprej. Potem sem zelo pazila na to, da sem upoštevala ženske, ker kot vemo, v kanonu so ženske zelo slabo upoštevane. Tudi še vedno v berilih, kjer sem tudi sodelovala, ali pa kakršnikoli antologijah, je žensk premalo, tako da 102 oziroma 103 avtorji in avtorice so prisotni, od tega sem 1/4, to je 25 žensk izbrala, kar se mi zdi v redu, zato ker na začetku, se pravi do 20. stoletja, so res ženske manj ustvarjale, torej tu ne moramo se zdaj na silo najditi, jih ni toliko. Potem v 20. stoletju pa ni več takšen problem. Potem sem pazila tudi na to, da so vse manjšine prisotne, torej ne samo ženske kot manjšina, recimo kot literarne ustvarjalke so manjšina, ampak tudi kot spolne manjšine, se pravi gejevska, lezbična književnost, potem tudi tiste, ki so začeli ustvarjati v srbskem oziroma hrvaškem jeziku, pa so tu zdaj živijo, naprimer pri nas, in pišejo v slovenščini, recimo Zoran Kneževič. Se pravi, res sem pazila, da sigurno sem še kaj lahko izpustila, ampak sem pazila, da bi čim več skupin vključila, spolno, spolsko, tudi starostno, kot sem že prej omenila, Arjan Pregl spada med srednjo mlajšo ali pa mlajšo, ne vem, kako se to natančno poimenuje generacijo. Vključila sem vse tiste, ki so zdajle že malo starejši, srednje in najmlajši, torej tudi to, da ne bi zdaj, recimo, meni bi bilo zelo enostavno, da bi si izbrala 10 avtorjev, to se tudi največkrat za antologijo naredi in to so tisti, ki jih država non-stop promovira, recimo Jančar, pa še ne vem kdo, in potem bi si izbrala recimo od vsakega po 10 in bi jih imela 100, to bi bilo čisto enostavno, to bi jaz naredila recimo v enem mesecu. Ampak jaz sem res hotela, da se vidi, ko bralec to vzame, da tudi tujci, jaz tudi vedno gledam, ker sem pač predavala v tujini, veliko predavam v tujini in vedno me vprašajo, kaj bi mi vi priporočili, nekaj bolj kratkega, pa da bi jaz dobil recimo nek hiter pregled po slovenski književnosti, to bo to. Ko oni to vzamejo, imena lahko vidijo, če se jim ta zgodba zdi pretežka, še vedno lahko kaj drugega se izposodijo, tako da mislim, da je veliko izbire. Poleg pestrosti zelo poudarjaš kvaliteto izbranih zgodb, tako da mogoče še o tem nekaj poveš, kaj pravzaprav so bili kriteriji za presojo kvalitete. Vem, da si se tukaj držala kriterijev literarnosti, ampak mogoče tudi kaj o tvojih ugotovitvah glede kvalitete slovenske pripovedi, kratke pripovedi, najkrajše pripovedi. Ja, zdaj, če bi hotela nekaj univerzalnega povedati na splošno o kvaliteti kratke pripovedi, potem bi morala imeti debelejšo knjigo pa več, tako da zdaj tole, jaz lahko samo za te tekste, ki sem jih jaz izbrala, lahko kaj povem. Drugače pa sem upoštevala 10 kriterijev, o katerih pišem tudi v knjigi Teorija pripovedi, ki so kriteriji v bistvu literarnosti. To so kriteriji, ki so bili že zdavnaj določeni, so se samo modificirali. Jaz sem jim pa zraven pridružila, torej ruski formalizem je pri literarnosti upošteval tekst, besedilo, jaz sem pa zraven še sobesedilo, se pravi ne samo kaj, ampak tudi kdaj, se pravi tudi to. In če bi šli zdaj, ker bom samo naštela jih, ker ne bomo mogli vseh recimo natančno razlagati, bom najprej te, ki se mi zdijo res objektivni in so v tekstu samem, vedno se pa ti kriteriji seveda kot proces, eden znotraj besedilni se vedno poveže tudi zunaj besedilnimi, ne moramo samo izolirano govoriti o teh kriterijih.
Naprimer, univerzalnost. Če grem kar na prejšnjo zgodbo, ki sem jo prebrala, recimo Edvarda Kozbeka. Ta zgodba se mi zdi obiski res univerzalna. Ne samo zato, ker nam pove, kako pravzaprav mi hitro lahko gremo skozi našo otroškost in da je dobro, da pravzaprav našo otroškost gojimo, da je stalno spodbujamo, ne samo, če imamo svoje otroke, ampak na splošno je otroškost nekaj zelo lepega v nas. Torej, to je nekaj univerzalnega in tudi univerzalno, kako včasih recimo, kako je igra lahko tudi navarna. On misli kot odrasel, da bo zdaj recimo se kar vključil, ampak že postaja malo navarno zanj. Hkrati pa tudi recimo univerzalnost je vedno nekaj splošnega, posebnega, plus osebnega. Tukaj vidimo res zelo osebno odnos Edvarda do sinov, do Jurija pa do Matjaža recimo. To se mi zdi za univerzalno zelo pomembno. Potem je destruktivna konstrukcija oziroma konstruktivna destrukcija, to pomeni razdiralna ustvarjalnost oziroma ustvarjalna razdiralnost. To pa pomeni, da mi obvladamo nek določen žanr ali vrsto, ampak jo znamo modificirati. Naprimer, Maja Novak zelo dobro modificira pravljico. Se pravi, da mora najprej poznati, kaj je značilno za pravljico, ampak v svoji kratki pripovedi to pravljico razstreli, potem jo pa na novo sestavi. To je značilno za kvalitetno književnost. Mi enostavno lahko copy-paste delamo, to je trivialna književnost. Imaš en model in štampaš in lahko potem 30 romanov po istem modelu napišeš. Ampak za kvalitetno pa značilno, da ti poznaš žanre, da poznaš tudi načine, recimo stile, zvrsti, obdobja, ampak da znaš potem nekaj novega narediti. Se pravi to, potem fikcijskost, za kvalitetno književnost je značilna fikcijskost, naprimer pri tej zgodbi, ki sem jo prebrala, Kozbekovi, mi vemo, da se je to v resnici zgodilo. Se pravi, res je hodil na počitnice, ker je Štajerec, je šel na Štajersko, tam je bila še teta živa, res je šel s svojima sinovoma, ampak to zdaj ni povedal v smislu policijskega poročila. 13.5.1965 smo bili na Štajerskem, smo bili v mojem rojstnem kraju in tako naprej. Ne, ampak fikcijsko, se pravi, to, kar se je zgodilo, je lepo predelal. Ravno zaradi tega, da smo mi dobili neko univerzalno izkušnjo, da nismo brali kot neko poročilo. Potem večpomenskost, to se mi zdi ena izmed najpomembnejših, mislim, zelo pomembna kategorija. Recimo pri zgodbi, ki jo bom potem prebrala v nadaljevanju, se mi zdi hiša res zelo večpomenska. Zato sem si tudi izbrala ta naslov hiša. Se pravi, večpomenskost je, da najprej, ko preberemo, razumemo določeno stvar. Hiša, recimo, hiša stoji, v hiši smo, v hiši jemo, ampak hiša ima lahko tudi drug pomen. In vsaka zgodba, recimo Ivanka Hergold, za slovom Prazna hiša, nam da še en poseben, še drug pomen. Mi sicer vsi, ko slišimo Prazna hiša, si rečemo, malo tesnobe, a je kdo umrl, zakaj je prazna in tako naprej. Prazna hiša je vedno negativna konotacija, ampak ko pa to preberemo, dobimo pa še eno drugo, torej še drugo konotacijo. Potem pa še zunaj besedilne kriterije, to so intenca, kompetenca, potem literarna pogodba, empatija in pa vrednotenje. Zdaj recimo, jaz mislim, da te kratke pripovedi vsaj večina empatijo nekako pri bralcih bo vzbudila in se mi zdi, da je tudi pomembno, da so empatične, da so tudi avtorji bili empatični, ko so to pisali. Vrednotenje, če mi nismo nič prej prebrali, do pred te knjige bomo zelo težko vrednotili, a smo prebrali kvalitetno ali ne. Se pravi, če hočemo znati vrednotiti, moramo imeti tudi veliko prebranega. Ni treba, da imamo izobrazbo formalno, da smo doktor, recimo, literarnih ved, ampak če imamo pa veliko prebranja, jaz sem že veliko bralcev srečala, ki so bili brez formalne izobrazbe, ampak neverjetno dobro čustvujejo, ko berejo in neverjetno dobro razložijo, sicer s svojimi besedami, to ni važno, vsi ni važno, da uporabljaš strokovne znanstvene termine, s svojimi besedami povejo bistvo, kar še pri nekaterih z dvokratnim doktoratom, z dvojnim doktoratom nisem recimo zasledila. Se pravi, da formalna izobrazba je pomembna, ampak je zelo pomembna bolj to, kaj si prebral, torej načitanost. To se mi zdi zelo pomembno. In
jaz mislim, da tisti, ki so že veliko prebrali, bodo lahko začutili, aha, tu so pa res recimo ta pripovedi, pa nekaj posebnega, jaz tega še nisem prebral, ne, naprimer. To sem si tudi želela. Kot eno od posebnosti teh pripovedi, ki si jih izbrala, v spremni besedi navajaš, da je v njih zelo pogosto prisoten humor. No, pa me zanima zdaj, kaj pravzaprav je tvoja ugotovitev glede rabe humorja? Smo Slovenci pravzaprav zmotno označeni za ljudi brez občutka za humor? Ja, jaz sem si tule saj že nasplošno, jaz sem imam zelo rada humor in tudi vedno tako predavam, vedno se pohecam in se mi zdi, da brez tega ne gre, ne, da moramo biti, jaz mislim, da je čustvena inteligenca je sestavljena tudi iz smisla za humora, ne. In sem bila presenečena, toliko kvalitetnih, najprej sem seveda že vnaprej imela tudi to idejo in to težnjo, da bom izbrala tudi nekaj humornega, ne, nisem hotela zdaj same neke resne, pa neke, ne vem, travmatične, ne vem kaj. Moja težnja je bila izbrati tudi humorne, ampak potem, ko sem pa zbirala, pa sem videla, aha, to je tudi kratko, aha, tole je tudi kvalitetno, sem pa opazila, pa sem si rekla, to se imam pa kar dosti in se začela šteti, imam v bistvu zelo veliko humorja je v tej knjigi, tudi groteske, tudi je ironija recimo prisotna, torej različni tipi te razdalje do pripovedi, ne. Torej, da ni samo nevtralna pripoved. Tako da sem zadovoljna, jaz sem čisto šokirana in sem rekla, evo, to smo mi, ne, mi imamo, torej Slovenci imamo občutek za humor. Vidim, da že odpiraš knjigo, torej bi rada nekaj prebrala, izvoli. Če sem že toliko govorila o Ivanki Hergold, ki se mi zdi, da absolutno jo moramo kanonizirati, ne, ker so še veliko žensk je potrebno spraviti v kanon. Ivanka Hergold je ena izmed tistih, ker sem jaz fascinirana nad njenimi, to je v bistvu njena prva, jaz sem izbrala iz njene prve zbirke kratke pripovedi, Pasja radost ali karkoli, pa je že tako kvalitetno, kaj šele potem kasneje, ne. Prazna hiša. Pridem navadno pozno zvečer, skoraj že ponoči. Na domače dvorišče lahko stopi človek kot kralj, pa če do njega že zdavnaj nima nobene pravice. Pes ne zalaja, ker je prelen. Vem, da ne zato, ker me pozna. Drugače vsakikrat, ko grem mimo, neumno zarenči vame. Na dvorišču je tema še posebno gosta, a jaz si domišljam, da je to zaradi ogromnega oreha, ki je nekdaj visel nad utom. Vrata so zaklenjene. Včasih vrat nismo zaklepali, zato pa smo imeli hudega in čistokrvnega psa. Potrkam na lopna vrata. Nič. Grem okoli hiše in ropotam po vseh oknih. Če naletim na pravo okno, je dobro. Sicer pa moram zražiti psa. Mati namreč spi na podstrešju, včasih za tem, včasih za onim oknom. Kaj, če je ni doma in je hiša popolnoma prazna? Potem bi sedela v kuhinji za mizo do jutra, ker bi mi bilo strah. Trkam. Ja, Kec, kje si? Trkam. Zašumi s podstrešja. Hrupno prileze dol. Kdo pa je? Jaz, kričim. Jaz sem, jaz. Kako da me ne spozna po glasu? Prižge luč. Radovedno si ogledam, kakor da je otrok in me zanima, koliko je zrasla. Oblečeno ima eno izmed svojih zoprnih srajc, ki jih nosi tudi podnevi. V kuhinji na dolgem stolu počiva njena obleka. Volnene nogavice z veliko okrogno luknjo na peti. Prsten predpasnik. Ali volnena jopica, pretkana žitnimi resami. Zakuri ogenj. Hitro in nestrpno se loti dela. Že mi praži jajce, ki ga potem ne pojem, in mi prinese mošt iz posebnega soda, ki ga potem ne pijem, prižge radio, ki ga potem ne posluša, se spravi k pomivalne posode, tudi te ne pomije. Vzame celo metlo. Vmes pa pripoveduje in se polagamo podaljša k steni, prilepi se tja kot pajek. Obvisi tam izsušena in tanka v svojem materinstvu, če se ravno spomni. Sicer pa docela izgine. Pač, usta ima odprta, glavo nagnjeno nazaj, vrat se izboči. Plava, maha z rokami, z belimi omahajočimi krili, iz katerih je stekla kri. Oči se je vrtijo, begajo kot pri požrešni ptici. Išče misli. In ko katero najde, ji v zenicah rdečkasto zagori. Pogrezam se občutek toplote, ki ga v meni izziva kuhinja. Pretoplo je in odmuk zoprno. Čujem pozni veter. Zatuli v dimniku. Stropa, pade kos ometa, belo se raztrešči med naju. Mati me opazi takrat.
Dvigne se, zazeha, se počoha po nogi in v široki kretnji zamahne z vrati. Čop, 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 naredi po stopnicah na podstrešju. Zjutraj bo tako imela le 2 stopnički do skednja, kjer bo čistila žito. Že čujem vetnik, drobno klepeta. V malem trebušastem mlinu, kjer lahko lesene ročice ločijo zrno od plevela. Ne bi šla gor. Če bi stala na oni strani mlina in slamnico usipala žito, bi materi Ruta zdrsnila z težkih las. Postala bi ženska, gibčna in od spanja še vsa mlada. Lahko bi se je dotaknila z rokami. Zgoraj je še vse sivo. Le vetnik stoji v prvi svetlobi. Matere sploh ni. Kje pa? Kot teh in izpod stropa vise prašne pajčevine, velike kot ribiške mreže. Hvala, Alojzija. Takole omoknili sva za konec in ne velja to kot vabilo k branju celotne antologije. Ja, hvala lepa. Jaz bi sam rada še povedala, da je v bistvu tale prazna hiša, ki se jo lahko na več načinov razlagamo, ampak recimo, glede na to, da imam že toliko izkušenj z branjem, šele ko sem tretjič prebrala, sem dojela, ker prej nisem hotela dojeti, da matere ni več. A ne? Nisem hotela tega sprejeti. Potem, ko sem pa tretjič prebrala, sem si rekla, seveda, se jo ni, zato je tudi naslov Prazna hiša. Tako da se mi zdi ravno več pomenskost, ki vi boste v več recimo, zgodbah dojeli, ne samo tule, je tista, kjer lahko na več načinov razlagamo, pa če mogoče drugič, tretjič preberemo, pa še potem še kakšen način zraven dodamo. Hvala. Hvala tebi. Hvala.